Gregor, danes smo se dobili v bistvu zaradi tega, ker si res dosegel zelo lep rezultat. To, kar si v bistvu vsi agenti želijo. Si prebil ta mejnik, ki mu mi pravimo kapica, a ne? Torej, da si prebil delež, kjer potem v bistvu celotno izplačilo ostane tebi po franšiznini. Si ga prebil v rekordnem času, a ne? Koliko dni si dejansko potreboval za preboj kapice? Kakšen dan manj kot en mesec. Kakšen dan manj kot en mesec. Super. Zdaj, za tak preboj, a ne, je kar nek čas vendarle bil potreben, ne? Koliko časa si ti zdaj v nepremičninah? Se pravi, od samega začetka pri KV-ju, začel sem pri KV-ju in mislim, da je zdaj začelo teči 5. leto, se pravi, dopolnjeno 4 leta je bilo v oktobra, zdaj je začelo 5. leto. Zdaj je 5. leto. Ja. Tako da, pa nisi bil prvič keper, si že bil večkrat keper, ne? Tretjič. Ja. Ampak zdaj je bil taki rekordni čas. Ja. Če pomisliš leto, dve nazaj, a ne? Kje si bil takrat, kaj so ti bili takrat izzivi 2 leti nazaj ali pa leto dni nazaj? Se spomnim, da smo se kar pogovarjala, pa da ti niso bili rezultati točno takšni, kot si želel, a ne? Ja, definitivno je bil izziv kot sam začetnik najprej začeti s poslom, pa ne samo to, začenjal sem tudi v bistvu na čisto novem območju oziroma ker skoraj 5 let nazaj sva se z ženo preselila, takrat iz Nemčije v Slovenijo, ne samo v Slovenijo, jaz sem originalno z Gorenjske, ampak na Primorsko, ne, tako da to vse lepo in prav, ampak je v bistvu posel bilo potrebno začeti graditi čisto z nič, ne, se pravi, ni bilo nekih, mislim, neki socialni kontakti, okej, ampak kar se samega posla tiče, ne, je bilo treba kontakte res sistematično začeti iskati oziroma se naučiti, kako sistematično pridobivati kontakte, lide, ki potem pripeljejo konec koncev do nekega zaključnega posla. In kje si to, potem na kak način si se v bistvu tega lotil? Jaz verjamem, da si marsikateri nepremičninski posrednik bi se spraševal, če pride v čisto novo okolje, brez da ima neko socialno mrežo, a ne, ljudi, kako se lotiti posla? Ja, ni bilo najlažje na začetku, absolutno ne, tudi agentov je kar precej, oziroma podjetij nepremičninskih tukaj na Obali. Tako da, ja, začeti je treba, oziroma jaz sem do takrat začel s hladnimi klici, oziroma res uporabiti mogoče tiste kontakte oziroma poznanstva, ki sem jih imel in nekako skušati pridobiti kontakte ljudi, ki so prodajali kaj oziroma so mogoče poznali koga, ki bi prodajali. Tako da na začetku je treba to kolesje nekako začeti obračati in tam za ta korak je potrebno nekako največ tiste energije in ne samo energije, ampak tudi vztrajnosti, da se začnejo to kolesje počasi obračati. Ja, vendarle večina posrednikov, kljub temu, da so v domačem okolju, kjer imajo socialno mrežo, jih večina v prvem letu obupa, ne, več kot 70% nepremičninskih posrednikov dejansko neha z nepremičninskim poslom znotraj prvega leta, a ne. Tako da tebi pa je vendarle uspelo. Tako da, zdaj, če pogledaš, a ne, ko si bil v trenutku, da si bil blizu kapice, a ne, ko si videl, da, kaj se ti je takrat vrtelo po glavi? Govoriva zdaj v prvem letu, takrat sem bil Na primer, ja, prvo leto, ko si to dosegel. Pa potem zdaj, kjer pa vidiš, da pa imaš praktično celo leto pred sabo. Ja, je zanimivo, ne, se miselnost oziroma neka širina znotraj posla se
se začne definitivno spreminjati. Ne? Na začetku, kot začetnik, ti je verjetno kot prvi cilj, ki si ga zadaš, narediti tisto prvo transakcijo. Ja. In potem znotraj KV-ja rečemo napolniti kapico. To je bil potem nek naslednji cilj, ki se mogoče na začetku zdi tako daleč stran, pa po drugi strani je to res se to lahko zgodi z nekaj posli, ne vem, 4-5 posli, odvisno seveda od vrednosti nepremičnine. Ne. Tako da ja, definitivno je tisti občutek, ko si tik pred tem, da prebiješ kapico in ti uspe dobiti, ne vem, ali podpisati tisto ta zadnjo ali pa naslednjo zavezujočo ponudbo, ki veš, da ko bo ta posel šel skozi, da napolniš to kapico, je definitivno vznemirljivo. Ne? In sploh potem, to je v prvem letu mi je nekako, koliko je bilo, mislim, ne v prvem letu, ampak v drugem letu, ko sem prvič bil tik pred prebojem kapice, mi je ostalo 2 meseca, mislim, do tistega Ja, reseta. to se spomnim, ja. Tako da tisto, tisto je potem dosežek, super, ne, da si napolnil, ampak ti potem da motivacijo za naslednje leto, pa ne samo doseči kapico v tistem letu, ampak jo doseči čim prej, ne, zato da res prideš potem do te točke, ko je po plačani tej franšiznini, da ti provizija praktično res v celoti ostane. Ne. Tako da potem lansko leto mi je to uspelo nekje v pol leta, zdaj letos pa v mesecu dni, tako da zdaj res dejansko 11 mesecev lahko, lahko sem deležen te, kako se reče? Proste delitve, v bistvu, ne? Ker v bistvu Ja. celoten delež ostane tebi, da se ne deli več med agencijo pa med agenta. Ne? Zdaj, na primer, ko prideš potem do tega izplačila, mi sicer rečemo 100% izplačilo, ker je 100% po franšiznini oziroma efektivno 90%. A ne? Kako drugače potem razmišljaš pri svojih poslovnih odločitvah? Mogoče bi te tako vprašal, zdaj kot praktično vse ostaja tebi, a ne? Sem tudi sam opazil, da si začel malo drugače delovati. Ne? Videl sem, da si zainteresiran tudi, da še več investiraš, da še več posla pridobiš, a ne? Ker ti več proračuna ostane. Pa videl sem tudi, da si se odločil za en pomemben korak v karieri, da imaš svojega asistenta. A ne? To si se odločal z namenom, da ti ostaja več časa, ali si se odločil zaradi tega, da bo ti ostalo v bistvu, da se boš znebil vseh tistih mašilcev časa, da ti več ostane za pridobivanje bolj kvalitetnih strank? Ja, v bistvu gre verjetno za kombinacijo obojega. Ne? Res je, v zadnjih 2 letih sem se nekajkrat znašel na točki, ko je bilo vsega res ogromno. Ja. Še posebej v enem obdobju, ko je bila ena od kolegic tudi službeno odsotna in sem potem tudi njo malo nadomeščal oziroma zaključevanje njenih poslov. In sem takrat v bistvu prvič pomislil, da bi bilo pa fino, seveda je treba zadevo oziroma posel pripeljati na neko točko, ko tudi z neko lahkoto potem rečeš, ok, zdaj pa čas za asistenta, da po eni strani, da me razbremeni z določenimi deli, ki jih asistent seveda lahko v nepremičninski družbi opravlja. In se je izkazalo, da je to bila res ta prava odločitev. Torej, za asistenta si se odločil, a ne? Ki ti na eni strani ponuja več časa, a ne?
ali da ga za svoje osebne stvari porabiš, ali pa da ti sprosti čas za tiste najbolj pomembne stvari v poslu, da še ustvarjaš večjo dodano vrednost. Tako da, kako to, da si se odločil v bistvu za asistenta? Ja, enostavno na neki točki se je pojavila potreba, ker znotraj zaključevanja ene transakcije je ogromno enih detajlov, ki so včasih, predvsem iz administrativnega aspekta, ki ti dostikrat poberejo ogromno enega časa, ogromno enega usklajevanja, čakanja, dogovarjanja. Da so pač neka dela, ki jih asistent seveda z lahkoto opravi in te razbremeni časovno, in da ta čas res lahko kvalitetneje uporabiš za pridobivanje novih strank, oziroma da se lahko tudi kvalitetneje drugim strankam potem posvetiš. Pa to dosti ljudi skrbi, a ne? Asistent je dodaten strošek, a ne? Dodatno breme. Se ti to že obrestuje v obliki novih poslov, ta odločitev? Ja, absolutno. Recimo ena od stvari, ki mi jih je asistentka tudi pomagala, je nekako osvežila bazo, ki sem jo že imel, se pravi nekako staro bazo je šla klicati in skozi to, recimo, ker meni kot agentu ni uspelo do tega v zadnjih 2 letih priti, smo tudi pridobili že nekaj novih nepremičnin skozi to. Tako da, ja, definitivno se splača. Potem bistveno lažje vidiš, kaj vse se še lahko naredi od vsega, kar si slišal od pozitivnih praks, ne? Pa da ti zdaj to nekdo naredi, ko sam nikoli nisi imel časa. Tako. Povej mi, Gregor, če ne bi bil v takšnem poslovnem modelu, kot je pri KV-ju, kjer se dejansko KV omeji, z lastnim zaslužkom, in si postavimo kapico, od tega prihodka dalje je pa v bistvu celotna delitev tvoja, agencija več nič ne dobiva, razen franšiza dobiva franšiznino. Koliko lažje ti je v bistvu z to omejitvijo, kjer postaneš ti v bistvu potem bistveno bolj prost, razvijati svoj lasten posel? Ja, definitivno ne verjamem, da bi se odločil za franšizni sistem, če ne bi bilo te omejitve, ker mislim, da vsak poslovnež oziroma vsak agent, ja, ker vse smo poslovneži seveda, si dela v ozadju tudi neka kalkulacija oziroma preračunava neke številke, koliko od tega gre sem in tja in tako naprej. Tako da to se mi zdi absolutno, mislim, sem preveril razne franšize v Sloveniji in to je delitev provizije, ki je edinstvena v Sloveniji in ki to, da se res podjetje oziroma franšiza omeji, koliko, recimo v enem letu provizije ji dejansko pripada, se mi zdi res ena krasna spodbuda za to, da si agent res lahko razvije svoj posel v bistvu, ja, brez omejitev, konec koncev. Potem, ja, asistent je verjetno tista prva točka in potem na neki drugi točki oziroma nekoliko kasneje bom razmišljal verjetno tudi o razširitvi samega tima, mogoče ne bom več solo agent, ampak bomo mogoče ustvarili neki tim, ki bomo potem delali naprej. Ja, in to je bistveno lažje. Ja. Rekel si, da si pogledal kar nekaj franšiz, ko si se odločil, kam iti. Si pogledal tudi kakšno neodvisno agencijo, ki ni franšiza? Razmišljal sem mogoče tudi o tem, ja.
v bistvu moja želja v samem začetku, ker nisem točno poznal, kako te franšize in tako naprej delujejo. Ne. Jaz sem mislil, da je recimo franšiza kot je Kavi ali nekatere druge, da imajo agente tudi zaposlene. Ne. Aha. Tako da sem za začetek svoje kariere nekako, tako kot sem si predstavljal, je bilo, da se bom verjetno za nekaj let zaposlil nekje kot agent. Ne. Pa sem vesel, da sem se odločil drugače. Ne. Se pravi, Aha, zdaj si zadovoljen s tem. sem zelo zadovoljen s tem. Ampak to vidim, da dosti agentov, sveže licenciranih ali pa ljudi, ki razmišljajo, da bi stopili v svet nepremičnin, imajo velik strah pred tem, tukaj pa ni zaposlitve, ker v nepremičninskem svetu praktično ni zaposlitev, sodelujemo izključno preko pogodbenega sodelovanja, ne? Ker si ti v bistvu naš poslovni partner, mi ti dajemo produktivno okolje, da ti čim lažje uspevaš. Kako zdaj gledaš dejansko na to? Ker takrat ti je verjetno to bila en velik strah ali pa zelo nekaj nekomfortnega v nekaj takšnega iti. Ja. Kaj bi svetoval ljudem, ki so zdaj pred to točko, da mogoče ravno zaradi tega strahu pa sploh ne stopijo v svet nepremičnin? Aha, da sploh ne stopijo v svet nepremičnin, okej. Ja, ni to tako kot mogoče pri marsikaterem drugem poklicu, ne, ko narediš določeno licenco, ne vem, za turističnega vodiča, zdaj karikiram, in potem se odločiš imeti svoj SP in si pridobivati posel in si v bistvu tam sam s sabo, ne, če nimaš nekih dobrih vez z nekimi turisti oziroma organizatorji potovanj in tako naprej. Je tudi tukaj res velika olajševalna okoliščina sodelovanje z KV-jem to, da ti nudi to podporno okolje, ne, iz večjih nivojev. Ne. Tako da v bistvu si samostojen partner, ampak si še vedno si pa podprt za vseh strani tistih, ki jih predvsem na začetku rabiš, da svoj posel zaženeš. Ne. Tako, če bi rekel, na primer, je ravno to podporno okolje, če pogledaš, pa da bi mogel zdaj, na primer, izpostaviti 3 najpomembnejše stvari, ki ti jih je KV konkretno dal, da si ti dejansko dosegaš rezultate, kot jih dosegaš. Ali od začetnega znanja, ali pa kot vsakodnevnega suporta. Ja, na samem začetku, ko recimo pridobiš licenco, misliš na začetku, da veliko veš, ne? Ampak potem, ko stopiš na sam teren, vidiš, da te konkretne izkušnje oziroma izkušnje iz same prakse so res tisto bogastvo, ki ti pomagajo začeti graditi posel. Ne? Tukaj prideš direktno v okolje, kjer si obdan z izkušenimi agenti in kjer ti KV nenehno nudi podporo v smislu mentorstva in v smislu izobraževalnih programov, ki so za agente brezplačni, in to je definitivno eno bogastvo, ne, ki ti marsikaj prihrani na samem začetku in ti marsikaj da za dodatno podlago oziroma za ta ignite, kot mi rečemo, ne, ki je tudi ime enega izmed izobraževalnih programov. Verjetno ti prihrani ogromno nepotrebnih napak, pa bistveno hitreje priješ do marsikaterega cilja, kot pa če eksperimentiraš sam. Absolutno. Kaj pa drugi 2 zadevi, ki bi jih še izpostavil? Drugo definitivno, se pravi, naš center tu, se pravi, imaš pisarno, imaš delovno okolje in vse, kar je povezano z marketingom, ne, se pravi, vse dostopi za oglaševanje na platformah znotraj Slovenije in mednarodno, ne. To je definitivno nekaj, kar tudi našo franšizo zelo odločno in močno ločuje od katere druge, ne, ker smo zelo
močno mednarodno prisotna firma. Mhm. In potem kot tretje, pa verjetno bi izpostavil potem tudi še pravno podporo, ne? Se pravi, da imaš res odvetnika oziroma odvetnika na dostopu oziroma na enem klicu stran, ki ti pomaga pri konkretnih situacijah potem, ne? Da res zadevo pravilno in točno izpelješ tako, kot je treba. Ja, omenil si odvetnika, ne, ker delamo v bistvu z odvetnikom, ne z diplomiranim pravnikom, kar je že njega zavezuje k bistveno večji strokovnosti pa obvezi, a ne, pa tebi daje bistveno večjo vrednost, ko deluješ z odvetnikom. Si to opazil na terenu? Absolutno, Ja. Za konec bi te še samo vprašal, če bi danes sedel nasproti agenta, ki je ambiciozen, pa se odloča o naslednjem koraku, kaj bi mu priporočal pri izbiri svojega naslednjega koraka? Na kaj naj bo pozoren pri izbiri podjetja, s katerim bo sodeloval? Ja, definitivno bi priporočal, da se dajo na papir številke oziroma da se naredi neka primerjava ob kakšni uspešnosti ali pa ob uspešnosti, ne vem, za določeno številko zbrane provizije na letni ravni, koliko pod črto recimo ostane samemu agentu. To je ena od stvari. Okay. Potem definitivno je tudi pomembno, v kakšno delovno okolje prihajaš, ne. Tukaj na Primorskem imamo res eno čudovito ekipo, kjer se med sabo zelo, zelo dobro razumemo in tudi drug drugemu pomagamo. Tako da to je tudi definitivno ena zadeva, da prideš v neko zelo podporno okolje, kjer lahko se razviješ in da imaš pomoč okrog sebe. Bi bili to dve stvari in pa kot tretje pa tudi se da oziroma prositi mogoče za vsaka franšiza ima neko statistiko oziroma neke številke iz uspešnosti zadnjih let, kar pa tudi se mi zdi, da zelo veliko pove, ne, in se pravi, sama statistika, koliko je franšiza v zadnjih 2-3 letih imela ne vem, prevzemov, ogledov, samih prodaj, ne, tudi te številke so konec koncev pomembne, ne, in mislim, da znotraj KV na slovenskem trgu, koliko je zdaj, 5 let prisoten? Ja, 5. leto smo zdaj, ja. 2020 junija smo začeli v lockdownu za prvo poslovalnico. Ja, se da pogledati, ne, kakšni preboji oziroma po letih, kakšen tržni delež konec koncev med agencijami oziroma med franšizami je KV-ju v teh letih uspelo narediti. Ja. Tako da na eni strani praviš pogledati zelo objektivno lastne številke, koliko ti pod črto ostane pri določeni produkciji na letni ravni, potem na drugi strani podporno okolje pa ekipa, v kateri bo sodeloval, a ne, ker je to tudi pomembno za uspeh. Pa tretje, naj še kot podjetje naj pokaže številke, kaj so naredili do sedaj v določenem času kot skupina, a ne, da lahko preko tega tudi nekako sklepa, kdo je najbolj produktiven. Tako, bi rekel. Super. Ja, Gregor, najlepša hvala ti. Uspešno v izkoristku teh svobodnih mesecev, ki jih imaš. Naj se ti čim bolj obrestujejo, pa obilo novih poslov in zadovoljnih strank v prihodnje. Hvala lepa, hvala. Ja, Dani, hvala. uspešno tudi tebi. Super.